Mariboru še kar vre. Potem, ko so v minulem tednu ljudje množično protestirali proti županu Francu Kanglerju, za danes napovedujejo še večjo vstajo. Tokrat naj bi se popoldne protestniki zbrali na Trgu Svobode. Že zjutraj pa se je zbral vrh koalicije mestnega sveta, kjer je bilo v ospredju predvsem vprašanje podpore dosedanjemu županu in obstanka v koaliciji. Socialni partnerji nadaljujejo s pogajanji in skušajo doseči kompromis za danes napovedano redno sejo. Medtem pa je Maribor iz dneva v dan vse bolj polepljen s plakati in transparenti, s katerimi tudi na žaljiv način pozivajo župana, da naj odstopi. Po socialnih omrežjih pa je vse bolj jasno, da se je javnost spravila tudi na ožje Kanglerjeve sodelavce. Da ni slabo, če se Slovenci spet malo razmigajo, ne? Mislim, da so upravičeni, ker to je živa svinjarija, bom rekel. Mislim, da bi mogel odstopiti, če ga ljudje več ne podpirajo. In medtem, ko so v mestnem odboru SLS že v petek soglasno podprli župana Kanglerja, pa so drugi člani koalicije danes za zaprtimi vrati in pod izrednim varovanjem še kolebali in bodo počakali na odločitve posameznih svetov strank. Dokler ne izstopimo iz koalicije, ima naše zaupanje. Seveda pa sem povedal, da bo naslednja faza, ki jo bomo izpeljali, sestanek izvršilnega odbora SDS. Približno. Po zakonu, oziroma po našem statutu, je to 8 dni. Zaenkrat, po mojem osebnem prepričanju, je koalicija v dobri kondiciji in imamo podporo v mestnem svetu. Glede na to, da je že na zadnjem protestu v Mariboru policija morala posredovati tudi silo, za danes napovedujejo okrepljene vrste. Civilno-varnostna situacija je takšna, da bo vse tega shoda udeležilo več kot 1000 ljudi, lahko bi rekli več 1000 ljudi, in temu primerno so tudi policisti se pripravili in organizirali svoje sile. Ob tem pa pozivajo k mirnim protestom. So pa že prejšnji teden napovedali, da se bodo protestom pridružili tudi stanovalci doma Danice Vogrinec, saj se po 2 mesecih mestni svet še ni opredelil glede imenovanja njihovega direktorja. Socialni partnerji nadaljujejo s pogajanji in skušajo doseči kompromis glede ključnih vprašanj v predlogu pokojninske reforme. Sindikati namreč še vedno niso zadovoljni z njegovo vsebino, še zlasti pa ne z višino pokojnin. Če jim bo danes uspelo uskladiti stališča, bodo v torek dogovor tudi podpisali. Za četrtek in petek pa je sklicana izredna seja državnega zbora, ko naj bi poslanci opravili drugo obravnavo reforme. Hišo Jureta Jankovića, sina ljubljanskega župana, so dopoldne izpraznili rubežniki. Janković namreč kljub pisni obljubi, da bo poravnal 3 milijone evrov dolga podjetniku Marjanu Pišljarju, tega ni izpolnil. Dan po izteku roka za poplačilo dolga je Jure Janković celo odjavil stalno prebivališče v Grosupljem in se prijavil na Cipru. Rubežniki so danes odnesli, kar je za njim ostalo v hiši. Ta je sicer v lasti njegovega očeta. Minuli vikend so policisti v bližini Klopnega vrha na Pohorju opravili poostren nadzor krivolova in pri tem 2 moškima, ki nista imela ustreznih listin, zasegli puški z naboji in opremo. Oba osumljenca čaka prekrškovni postopek, ker so policisti v bližini našli tudi ustreljeno divjad, pa zbirajo tudi obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega lova. Jutri bo v vzhodnih krajih deloma sončno, drugod pretežno oblačno. Pihal bo tudi okrepljen jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 9, najvišje dnevne do 13 v vzhodnih krajih in ob morju do 16 stopinj Celzija. V sredo se bo dež na zahodu krepil in se širil proti notranjosti. Na severovzhodu bo še večinoma suho, v noči na četrtek pa bo tudi prehodno nekaj padavin. V četrtek bo v vzhodnih krajih večinoma suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Naši novinarji bodo podrobno spremljali proteste na Trgu Svobode. Družina Gerd iz Metave je s pomočjo donatorjev dobila nov dom. Rokometaši uspešno nastopajo v evropskih pokalnih tekmovanjih. Bodite z nami ob 18.